Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani, zbrali smo se pri Sveti Maši, kjer bomo poleg drugih namenov skupaj molili tudi za policiste, policistke, ostale uslužbence in uslužbenke policije ter Ministrstva za notranje zadeve. Prosili bomo za njihovo uspešno delo in dobre odnose med sodelavci. Hkrati pa bomo molili tudi za vse pokojne iz policijskih vrst in iz ministrstva. Želim, da nas dogodek nagovori in usmeri v ponižnost ter odprtost do sočloveka. Z veseljem pozdravljam vse visoke goste z gospodom ministrom Alešem Hojsom na čelu, svojce pokojnih, namestnika generalnega direktorja policije gospoda Tomaža Počjaka, bohinjskega župana Jožeta Sodja, evangeličanskega škofa gospoda Leona Novaka, voditelja bogoslužja arhidiakona Zagorensko monsignorja Jožeta Pluta, novega tukajšnjega župnika gospoda Matjaža Zupana, ki nas je lepo in z veseljem sprejel, vojaškega vikarja gospoda Mateja Jakopiča ter policista Aleša Rozmana s sodelavci. Letos smo k maši vabili ožji krog povabljencev, predvsem policiste in policistke ter uslužbence Ministrstva za notranje zadeve, svojce pokojnih ter verske predstavnike. Odločitev o udeležbi pa smo prepustili vsakemu posamezniku. Vesel sem, da se držite pravil, ki so zahtevana v času prisotnosti bolezni COVID-19, vsak posebej in vsi skupaj tako prispevamo k ohranjanju telesnega zdravja. Duhovno zdravje pa naj bo tudi naša skrb. Zato vas vabim, da na začetku svete maše odpremo Bogu svoje srca, se mu zahvalimo za vse lepo in dobro, prejeto v preteklem tednu, ter se hkrati pokesamo slavega, ki nam duhovno zdravje načenja. Zmolimo kesanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za Boga, ljubiščega Očeta. Usmeri se nas, mogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Molimo. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodivaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo s pokorjeni grešniki porešili. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. To govori Gospod. Pravite, Gospodova pot ni pravilna. Slišite vendar, Izraelova hiša, moja pot pa ni pravilna. Ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počene hudobija in zato umre, mora umreti zaradi hudobije, ki jo je storil. Če pa se brezbožni odvrne od svoje brezbožnosti, ki jo je počenjal in ravna pravo in pravično, bo ohranil svoje življenje. Ker vidi in se odvrne od vseh svojih hudobil, ki jih je počenjal in bo gotovo živel, ne bo umrl. Božja beseda. Drugo berilo, bodimo istega mišljenja kot Jezus. Bratje, če kaj premore opominjanje o Kristusu, če kaj ljubeznivo prigovarjanje, če kaj skupnost duha, če kaj sočutje in usmiljanje, dopolnite moje veselje s tem, da boste istih misli in boste imeli isto ljubezen, da boste enega duha in enega mišljenja, da ne boste ničesar storili iz prepirljivosti, ne iz prazne slavokletnosti, marveč da boste v ponižnosti imeli drugega za boljšega od sebe, da ne boste gledali le vsak na svoje, ampak tudi vsak na to, kar je drugih. Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Jezusu Kristusu,
da si je bil namreč v Božji podobi, ni imel zavzet, da je nad Bog, ampak je sam sebe izničil, podobo hlapcev vzel nase, postal podoben ljudem in bil po zunanjosti kakor človek. Ponižal se je in je bil pokoren do smrti, smrti na križu. Zato ga je tudi Bog povišal in mu dal ime, ki je vsaj ni, da se v Jezusovem imenu pripogne vsak kolen, teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemlji. In da vsak jezik prizna, da je Jezus Gospod v slavo Boga Oče. To je Božja beseda. Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Kaj se vam zdi? Neki človek je imel 2 sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: Sin, pojdi danes delat v moj vinograd. Ta je odgovoril: Pojdem, Gospod. A ni šel. Stopil pa je k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: Nočem. Poznaje pa se je skesal in šel. Kateri teh 2 je spomnil očetovo voljo? Pravijo, zadnji. Jezus jim reče: Resnično povem vam, da pojdejo cestninarji in nečistnice v Božje kraljestvo prej kot vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi pa ste to videli in se tudi potlej niste podpisali, da bi mu verjeli. To je Kristusov evangelij. Spoštovani gostje, drage sestre in bratje, dovolite mi, da ne ponavljam po imenu pozdravov vseh, ker jih je gospod policijski vikar tako lepo naštel in vas lepo pozdravljam. Sem vesel, da danes lahko zopet po nekaj letih darujem posvetovanje
mašo za slovenske policiste. Posebej pa bi pozdravil policista Aleša Rozmana, ki je skupaj s svojimi prijatelji pred leti dal pobudo za prvo svetomašo tukaj ob godu svetega nadangela Mihaela. Spomnim se prve svetemaše, ki je bila čudovita, prav tako tudi svetemaše ob 10. obletnici. In prav je, da s to molitvijo in darovanjem svetemaše za pokojne policiste, za padle policiste v vojni za Slovenijo, za njihove družine in za vse, ki delate v slovenski policiji na Ministrstvu za notranje zadeve, darujemo tudi svetomašo. Ljudje smo duhovna bitja. Primarno duhovna bitja. Živimo v telesu, to da brez duha, brez vrednot se hitro izgubimo in postajamo podobni, če uporabim podobo iz današnje Božje besede, drugemu sinu. Ob današnji Božji besedi se kar samo postavlja vprašanje, kdo ima prav, kaj je prav, kaj je resnica in kaj je pravičnost. Ampak ne samo tako imeti prav, kot radi zatrjujemo zase, ko poudarjamo morda še v čustveni prizadetosti, da pač imamo prav. Čeprav je tudi v takem zagotavljanju lastnega prava skrita neka posebna logika, v narekovaju logika. Nekje v zadnju takih zagotavljanj je namreč skrit odsev, ki je položen v globino človeške pristnosti, da je človek poklican in sposoben delati dobro, da je človeško delati dobro, ravnati prav in stvari presojati v luči čim večjega približka objektivnemu dobremu, pravici in resnici. Naj omenim celo primer, da boste bolj razumeli, kaj hočem poudarjati. Kradljivec ne krade zato, da bi drugim povzročil krivico, ampak da bi sebi in svojim naredil dobro. Sprevrženo sicer utemeljevanje, pa vendar je resnično. Človek preprosto hoče svoje dejanja ovrednotiti kot dobra, tudi takrat, ko niso ali pa če niso. Ko torej pritrjujemo misli, da je v nas položen klic po dobrem, pravičnosti in resnici, pritrjujemo tudi misli, da nam je ta klic podaril Bog, ki je resnica sama. Ljudje pa smo v luči podarjenega dostojanstva in sposobnosti svobodnega odločanja sposobni tej razsežnosti pritrditi ali pa jo zadovoljiti. V luči tega lahko pogledamo na oba sinova iz današnjega evangelija. Oba sinova sta ob očetovem povabilu na preizkušnji. Oba se odzoveta v skladu s svojo notranjo moralno držo. Prvi sin očetovo povabilo najprej zavrne, ob klicu notranjega čuta za pravičnost pa se premisli in gre in stori tisto, kar je prav. Drugi sin ostaja pri načelni pravšnosti in očetovemu povabilu sicer pritrdi. Ostane pa zgolj pri načelni pritrditvi, pravičnosti in pri sebi, ker pač ima on nedvomno edini prav in ne oče, ker on že ve, kaj je v resnici prav. Naj tu kratko omenim še besedo pravo, ki se skriva tudi v besedi pravičnosti in je tudi omenjeno v današnji Božji besedi. Slovenska sopomenka za jus, odtod namreč tudi juridičen pravim, je pravo. V besedi pravo se skriva beseda prav in pravično. V prvem berilu smo slišali tudi tale stavek. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Že svetopismo stare zaveze torej loči med pravom in pravičnostjo. Čeprav ne bi pravo slonelo na idealu pravičnosti, pa je resnica, da tako v resnici ni, čeprav si to želimo. Primer. Totalitarni režimi 20. stoletja so imeli pravni sistem dokaj natančno dodelan. Za povrhu pa poleg ustave, zakonov in drugih pravnih aktov tudi tajni uradni list, tajni predpisi, ki so primarno omogočale pravice manjšini, ki je bila na oblasti.
Zato pa je prav, da v demokratični družbi zagovarjamo pravo, ki bo čim bolj slonilo na pravičnosti, ki bo veljalo za vse in bo pravična ravnanja tudi spodbujalo. Skupno dobro, ne pa egoizem posameznikov in majhnih skupinic. V podobitvah nadangela Mihaela on drži v eni roki meč, v drugi pa običajno ščit ali pa tehtnico. Znak pravičnosti pa tudi sodbe, ki je hkrati tehtnica namreč tudi znak sodišč. Na vseh sodiščih skoraj vidite tehtnico ali pa še angela ali pa kakšen drugi simbol pravičnosti, ki drži v rokah tehtnico, vago, kot rečemo po domačem. Pri obeh tehtnica nakazuje pravičnost. Pomembna in nadzorna pa je zgodba iz Stare zaveze, ko babilonski kralj Baltazar priredi zabavo za svojo elito, na kateri iz objesnosti in pijanosti pijejo iz tempeljskih čas, ki so jih ukradli v templju v Jeruzalemu. Nenadoma se pojavi neznana roka, samoroka, ki na steno napiše Mane tekel fares. Prevod, tehten si bil in najden prelahek. Uradni razlagalci in modreci njegovega kraljestva tega pisanja nevidne roke niso znali razložiti. Na koncu se obrnejo na Juda, Daniela, ki pisanje razloži. Tehten si bil in najden prelahek. In mu je tudi povedal, da bo izgubil kraljestvo, zato ker ga ni bil vreden, ker ni delal pravično, ampak sebično. Kaj torej, drage sestre in bratje? Smo ljudje sposobni delati in dojeti pravico in resničnost? Pavel nam v današnjem berilu Filipljanov ponuja odgovor. Ne delajte ničesar iz prepričljivosti in ne iz praznega slavohvalitja, ampak imejte ponižnosti drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo na sebe, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Od tipičnega drugega sina, ki je, kakor bi rekel neki filozof, neskončno nagnjen samemu sebi, je potrebno prejти k sinu, ki ima v sebi držo misli nekega drugega filozofa, ki je dejal, človek neskončno presega samega sebe. Bog na nek način verjame v nas in nas po Jezusu spodbuja. Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. In v istem Jezusu, ali kot pravijo nekateri razlagalci, v tretjem sinu današnjega evangelija, ki ni omenjen, nam daje zgled. To mislite v sebi, kar je pri Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Kakor je običajno zapisano na ščitu podobenega nadangela Mihaela, če podobne ščitom, kjer piše Quis ut Deus, kdo, kakor Bog. Mi se mu lahko približujemo. Drža, da bi se imeli za Boga, da bi torej sebe ali po svoje produkte imeli za popolne, to velja tudi za pravo, je zgrešena. Kakor je zgrešena tudi drža, da se ne da nič narediti in nič spremeniti. Jezus je rekel, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili Očeta, ki je v nebesih. In po vaših dobrih delih bodo ljudje spoznali Boga in ga slavili. Ali kot je rekel sveti papež Janez Pavel II, naj s ponižno drznostjo, Gospod, odkrivamo tvoje skrivnostne poti. Ponižnost in drznost. Pa ne gre za to, da bi se pretvarjali, da smo popolni, ker smo tudi mi, kot kristjani, kdaj podobni kateremu izmed teh obeh sinov. Problem pa ostaja, če ostajamo pri vdanosti v stanje, v usodo, v izgovarjanju ali vseenosti in zatrjevanju, da se ne da ničesar narediti.
Bodimo dobri kristjani in dejavni, kot se reče bolj tako laično, aktivni državljani Slovenije, ki jim nikoli ni vse eno. In za konec, spoštovane policistke, policisti, vsi, ki skrbite za varnost in pravičnost v naši državi, hvala vam za vaše delo. Hvala vam tudi v imenu gospoda nadškofa Stanislava Zoreta, predsednika škofovske konference, ki danes ni mogel priti in darovati svete maše, ker skrbite, da se te mikrokapilare in velike kapilare zla, ki rušijo naše medsebojne odnose, našo medsebojno pravičnost in družbeno pravičnost, ne razrastejo še bolj. Brez vas in brez vašega dela je bilo bistveno slabše. Ali povedano drugače, zaradi vas in zaradi vašega dela je v naši državi tako lepo, prijetno in v njej radi živimo. Hvala vam za to, zato z veseljem tudi izročamo prošnjo za blagoslov vašega dela, za pravičnost, resnico in dobro v naši družbi, našemu Gospodu Bogu še naprej. Amen. Izpovemo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen pred stvarjem, enega bistva z Očetom in je borjen vse v stvarjem, je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes, je zavelice po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi za nas, od Otca dal prekrv, je bil oborožen in tretji dan je mrtvih vstal, običal pisma, in je šel v nebesa, se navesil v Očetovi in posebej šel stvari svojih življenja in je novo kraljestvo ponosa in sedel na Gospoda Prižuženja in izhaja življenja Sina, ki ga je začelo mislom in je govoril o prerogi in eno svego zadovoljšega svojega zelo, priznanje krsto poščanje delo in pričakuje življenja ljudi in življenja Sestre in bratje, nebeški Oče nas s svojo ljubeznijo vedno spremlja in nam pošilja v varstvo svoje angele, nebeške duhove, svoje zveste poslance. Ponižno prosimo. Dobri Oče, ponižno te prosimo, pošiljaj nam svoje angele, da bomo sledi preizkušen in temin tega sveta potovali v svetlobi Evangelija. Naj ljudi, ki trpijo krivice in preganjanje, v varstvu Božjih angelov spoznajo Božjo očitnost, smrt in ljubezen. Policistke in policisti imajo pomembno poslanstvo, varovati nemočne in šibke, ter si
naznamljeni in duše radih pripovedajo v večni duši. Vsemogočni Bog in neskončno sveti Bog, na pregrošno sveti angelov in angelov, da so slišite tudi ljudje v krščanskem življenju, ter zaupali na neskončno srečo v tvoji slavi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Amen.
predstavlja telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje in služil, se ti zahvalil, da razlomil, da svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega si, to je moje telo, ki se daje za vas. Tvoje kraljestvo,
pomeni nas, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekovaj. Gospodu je bodi vidno z vami.
Господи,